Drage gledalke, cenjeni gledalci, pozdravljeni v tem času po božičnem prazniku. Danes izpolnjujemo kar nekaj mesečno ali pa že nekaj letno željo, da bi gostili v našem studiu gospoda Jana Dominika Bogataja, frančiškana, ki bi ga pred nekaj leti imenoval vzhajajoča zvezda slovenske patristike. Danes pa mislim, da lahko rečemo, da je kar eden vodilnih naših patrologov, saj je njegov opus, glede na njegova mlada leta, naravnost osupljiv. Jan Dominik, pozdravljen med nami. Če dovoliš, bi te kar tikal, glede na to, da najino znanstvo sega že davno v čase na pol preminulega tretjega dneva, ko si objavil že takrat zelo zanimivo recenzijo knjige Bede častitljivega cerkvene zgodovine angleškega ljudstva. Od takrat pa se je število tako imenovanih bibliografskih enot, pred katerimi je tvoje ime, dramatično povečalo, tako da sem ti kar favš za vse to, kar si v zadnjih letih naredil. Kot rečeno, tvoje osnovno področje zanimanja, raziskovanja, prevajanja, razlaganja so cerkveni očetje, se pravi obdobje prvih stoletij krščanstva, čeprav se seveda ne omejuješ samo na to obdobje, ampak si ravno v lanskem letu močno prispeval k obeleževanju 800. obletnice rojstva svetega Bonaventure, ki pa spada že v 13. stoletje, in si tudi prevedel njegovo delo Breviloquy. Danes pa bi govorila o dveh tvojih prav tako lanskoletnih zelo obsežnih delih. Na eni strani je to prevod verjetno najbolj znanega antičnega opisa romanja v Sveto deželo izpod peresa romarice Egerje. Drugo delo pa je prva slovenska izdaja in tudi ena prvih svetovnih izdaj razlag evangelijev izpod peresa oglejskega škofa Fortunaciana, kjer si prispeval izredno obsežno in temeljito spremno študijo. Še enkrat pozdravljam med nami, pa mogoče za začetek vprašanje, ki ga ponavadi zastavim. Kdo je Jan Dominik Bogataj? Pozabil sem omeniti tudi to, da pravzaprav moje prvo srečanje na daleč s tabo sega v čas, ko si nastopil kot blaženi Alojzij Grozde v ravno tako izredno dobri dramski uprizoritvi Grozdetovega življenja. Ja, dragi Aleš, najlepša hvala za ta laudatorni uvod. Vsekakor, kot je pravil sveti Frančišek, vredni smo toliko, kot smo pred Bogom, ne kot pred ljudmi. Gospod Bog dobro ve, da sem predvsem ubogi grešnik. Je pa res, da so me v zadnjih letih sem nekako nadaljeval s tem zanimanjem, predvsem za najprej klasične jezike, potem pa tudi za krščansko literaturo iz antike, predvsem tudi potem teologijo krščanskega vzhoda, cerkveni očetje. Zadnja leta me navdušuje tudi literatura tega krščanske antike v drugih jezikih, torej ne v latinščini, ne samo v latinščini in grščini, ampak se nekaj ukvarjam tudi s sirščino, ki mi je izredno pri srcu. In res v Rimu pripravljam na Patrističnem inštitutu Augustinianum doktorat. Deloma sodelujem tudi kot raziskovalec v programski skupini na ljubljanski teološki fakulteti. Drugače pa sem, tako kot si omenil, Frančiškov redovni brat, ki se želi, da bi morda s kakšnim darom, ki ni tako splošen ali pa obč, lahko tudi slovenski prostor prinesel neke vsebine, za katere mislim, da so tehtne, da lahko tudi danes kristjanu ali pa tudi neverujočim prinesejo nekaj več tega zgodovinskega spomina, nekaj več tudi morda
pozabljene krščanske misli in tudi čisto takih literarnih zakladov, kot sta te dve knjigi, o katerih bomo danes govorila. In se mi zdi, da lahko prav za vse, tako za kristjane, ki si ob teh delih krepimo svojo vero, svojo tradicijo, tudi svoj ponos na vse zadnje, na našo bogato, zaradi naše bogate dediščine. So pa namenjene tudi vsem ljudem dobre volje, ker se mi zdi, da so to neki stebri, spomeniki naše kulture, naše civilizacije, ki jih bomo morali začeti bolj ceniti, če bomo želeli, da pač ta naša civilizacija vsaj v nekakšni obliki preživi. In v tem vidim svoje poslanstvo. Zdaj si me pravzaprav s to predstavitvijo nekoliko nagovoril še k dvema vprašanjima, preden greva k Egeriji. Priznam, da nisem dobro vedel, da se ukvarjaš tudi z izročilom sirske cerkve. Zdi se mi, da se je zanimanje za ta del krščanskih skupnosti vendarle povečalo tudi z zadnjim begunsko-migrantskim valom, ki je posebej prizadel ravno ta območja. Pa bi te morda pobaral, kako je z jezikovno podobo tega krščanstva in kako je z njegovim življenjem danes. Ja, to je zelo zanimivo vprašanje, tudi boleče. Po eni strani, ko smo priča zelo težki situaciji kristjanom na Bližnjem vzhodu, tudi že se spomnim iz časa mojega študija v Jeruzalemu, ko sem se srečeval s tako imenovanimi palestinskimi kristjani, ki so pač v manjši meri katoličani, potem predvsem grško-pravoslavni, ampak tudi tam en del, prav v Jeruzalemu in potem po drugih mestih se je tudi pripadnik jakobitov oziroma pripadnikov te zahodne sirske cerkve in tudi v ostalih cerkva te sirske tradicije, ki so pač danes raztreščene v različnih denominacijah. Moje zanimanje za to nima velikih povezav prav z aktualno politično situacijo, ampak predvsem morda s tem valom zanimanja prav za sirske študije, ki traja sedaj že nekaj desetletij. Tukaj je treba omeniti velikega oxfordskega profesorja Sebastiana Brocka, ki je nesporna avtoriteta in ki je nekako v 60-70 letih sprožil ta val. In danes nam je ta sirska antična literatura veliko bolj poznana kot pred desetletji. In tudi v tem kontekstu me pač zanima predvsem ta sirska poetična teologija, ki je globoko biblična, ki je semitska po svojem izrazu, ki vsaj tja do 5. stoletja ni še kontaminirana, vsaj preveč z nekim tem helenizmom oziroma z grško mislijo, in je zato lahko morda na poseben način nagovorljiva za današnjega človeka. In zaenkrat imamo v slovenščini le manjši izbor Efremovih himen, ki ga je pripravil dr. Alen Širca. Upam pa, da bom v prihodnosti našel tudi kaj časa, da bi morda s tem prevajanjem nadaljeval. Tukaj je tudi zanimiv avtor, malce poznejši od Efrema, Jakob iz Sarug. Tu je Izak Sirski, tu je cela plejada avtorjev, ki z eno svojo poetičnostjo oziroma eno bolj to semitsko drugačno občutljivostjo prevajajo to Božje sporočilo in duhovno življenje v svoje tekste. Tako da je vsekakor en zaklad, ki je pri nas praktično popolnoma še neznan. To je zagotovo res. No, sam moram tudi včasih študentom, da pač jim približal Mezopotamijo, nekako edini del, ki je preživel, so sodobni Asirci. Kakšno je to razmerje med aramejščino in sirščino? Ali gre tu za en isti jezik, ali je to več različnih jezikov? No, ta stara aramejščina je bila lingua franca tedanje Mezopotamije. Vse od 7. 6. stoletja pred Kristusom. Tudi Izraelci so se jo z izgnanstvom v Babilonu recimo naučili, priučili in je bila potem vse tja do stoletij našega štetja, pravzaprav, oziroma predvsem do prihoda helenistov, teh Grkov, v 3. 2. stoletju pred Kristusom, dejansko jezik
trgovcev jezik tega medkulturnega posredovanja. No, sirščina se vsekako razvija iz tega jezika in specifikum sirščine je ravno v tem, da se razvija znotraj krščanskih skupnosti, da se v bistvu razvija kot krščanski jezik. Pravzaprav kot narečje, dialekt aramejščine, ki se je govoril v okolici in v tedanji Edesi, ki je, torej danes govorimo o področju med severno Sirijo in pa južno Turčijo, še danes zelo žal politično napeto področje. No in iz tega lokalnega dialekta, ki so ga kristjani, krščanske skupnosti, ki so se verjetno razvile iz judovskih skupnosti, tam govorimo predvsem potem v 2. stoletju, se dejansko razvije kot svoj jezik, potem zacveti v 3. in predvsem 4. stoletju, doživi silovito ekspanzijo. Sirski kristjani pridejo celo do današnje Kitajske. Indijski kristjani so dediči tega sirskega krščanstva že vse od prvih stoletij. Vsekakor danes je situacija zelo drugačna. Pravijo, da je le okrog 30 do 40 tisoč maternih govorcev še te sirščine, jo pa učijo. Prav pred nekaj leti se je v Salzburgu denimo odprl nov inštitut prav za proučevanje te sirske kulture in tudi z sirsko emigracijo in z nastopom številnih res izobraženih in odličnih škofov se ta kultura razvija in bogati ne zgolj v teh akademskih krogih, ampak tudi znotraj sirske cerkve. Super. Pa mogoče še eno vprašanje v zvezi s tvojo predstavitvijo. Zanima me, kakšno je tvoje mnenje o tem, ali se lahko s cerkvenimi očeti ukvarja kdo, ki nima osebnega odnosa do krščanstva. Recimo, ki ni prakticirajoč kristjan. To vemo, da je na Zahodu to zelo razširjen pojav, v Sloveniji mogoče malo manj, mogoče tu pa tam kdo, ki je malo povohal svetega Avguština, pa nima te navezave na cerkev, ker si ravno omenil cerkvene očete kot izvir nekega navdiha za vse. V zadnjih letih, desetletjih smo priče, tudi čisto v akademskem smislu, predvsem v anglosaksonskem področju, temu premiku. Elizabeth Clark, nedavno preminula, govori o premiku od patristike, patrologije do zgodne krščanskih študijev, kjer dejansko pridejo naproti tem starim besedilom z različnimi novimi metodologijami, novimi vprašanji, ki so lahko povsem sekularne, povsem laična. Mislim, da je po eni strani to gibanje prineslo večjo popularizacijo. Nikoli se ni več ljudi ukvarjalo s temi besedili kot danes, nikoli se ni toliko objavljalo, nikoli se ni govorilo toliko o tem in vsekakor smo v zadnjih desetletjih priča nekemu ponovnemu razcvetu ali pa neki patristični renesansi. Je pa res, kot si omenil, lahko to včasih zelo problematično. Mislim, da kot znanstvenik seveda je potrebno imeti določeno distanco do besedil, da ne pristopaš k njim dogmatsko. Prav patrologi se dobro zavedamo tega, da je treba k besedilom in zgodovini pristopiti v tem res zgodovinskem kontekstu in s čim manj tega pogleda, današnjega pogleda, da ne pride do anahronizmov. Vendar po drugi strani, nekdo, ki nima vsaj nekega širokega osebnega odnosa do same vsebine teh besedil, mislim, da bo težje razumel, da bo dal predvsem poudarek napačnim oziroma neosrednim
nebistvenim temam. Lahko menim, ravno sinoči sem prebral tole novo, sveže objavljeno Foucaultovo knjigo Zgodovina seksualnosti, ki mimo grede ne govori kaj dosti o seksualnosti, govori pa posvečena pa je prav prvim krščanskim stoletjem, govori o devištvu, o zakonu in tako naprej, ampak kot kristjan me je, pa pustimo kakorkoli avtorja, ampak me je nekako knjiga pustila prazna, ker se mi zdi, da popolnoma zgreši bistvo nekih zgodovinskih fenomenov, kot so denimo devištvo. On vidi zgolj nadaljevanje nekega pojava iz poganske antike in to od zunaj opazuje. Zgreši pa tisto bistvo, ki je kristopodobnost, se pravi, ki je imitacijo Kristi, ta res vidik vere. Tako da mislim, da gotovo je treba ohranjati to ali pa si prizadevati za neko znanstveno objektivnost, neko kritičnost, po drugi strani pa človek vere lažje razume, oziroma jaz mislim, da brez vere oziroma umeščenosti, uraščenosti v neko izročilo, vsekakor zgubimo tisti osrednji pomen teh besedil, oziroma tudi teh namen avtorjev. Pri svetopisanskih študijih govorimo o intentio auctoris in tudi tukaj, to proučevanje se mi zdi, mora zajeti prav tisti namen avtorjev, ki so pisali ta besedila, ki pa je bil vsekakor nedvomno v veliki meri povezan z vero, z duhovnim življenjem, z doživljanjem, tudi z krščanskim naukom in tako naprej. Morda se pri Fortunacianu še kakšnega podobnega vprašanja dotaknila, sedaj bi pa šla najprej k romarici Egeriji, tudi zato, ker smo, kot to snemava tik pred praznikom Gospodovega razglašenja, ki je bil v njenih časih gotovo osrednji božični praznik in je to marsikje na vzhodu, še danes na zahodu se je ta poudarek izgubil v veliki meri. Zakaj je to Egerijino delo, njen opis potovanja, romanja v svetu deželo tako pomemben? Res je, ker praktično z njenim potopisom, ki beleži njeno pot po Bližnjem vzhodu, verjetno v letih tam okrog 381 do 84, približno raziskovalci umeščajo, z njimi beleži kot izjemen vir, ki je neprimerljiv z ostalimi viri, ker tako dobrega in zanimivega vira za tisti čas nimamo, beleži ne samo prakso romanj in različnih svetih krajev, ampak v drugem delu besedila tudi celotno bogoslužni cikel Jeruzalemske cerkve, ki je po eni strani mati vseh cerkva, ker ima v svojem naročju vse te svete kraje in dejansko bogoslužje upravlja danes, tako kot takrat v 4. stoletju na teh svetih krajih. In se spomnim, še danes se v liturgiji moli in dodaja na tistih krajih, ko se določena skrivnost obhaja na tistem kraju, ta hik, se pravi tukaj zgodilo. Recimo tudi pri božični prošnji v Betlehemu, ko je polnočnica, se doda ne samo, ki se je recimo učlovečil, ampak ki se je tukaj učlovečil. In zato ima to posebno vrednost. No, Egerija opisuje torej skoraj celotno, ker je žal njeno besedilo malce poškodovano, oziroma ga nimamo na voljo v celoti, opisuje celotno bogoslužno leto po teh praznikih, hkrati pa tudi dnevni bogoslužni cikel. Tako da srečamo zelo natančne in za eno žensko, prav lahko rečemo temu netipično značilne in natančne opise različnih bogoslužnih dejanj. Tako da se res vidi, da je avtorica imela eno poseben občutek za samo bogoslužje. Seveda, Epifanija je bila takrat osrednji praznik Božjega učlovečenja, na zahodu se je pač razvil še poseben praznik, medtem ko na vzhodu so to praznovali sila slovesno, tudi že takrat z oktavo, za osmino.
predvsem pa in potem po različnih cerkvah, kot to ono notri opisuje, ker je šlo praktično za en dogodek. Ni učlovečenje v tej patristični misli, v patristični dobi ni bilo razumljeno zgolj kot nek ločen dogodek, ampak se je moč in lepota tega zgodne krščanskega premisleka, tudi navezanega na bogoslužje, je ta, da vedno vsaka skrivnost je le delček celotne skrivnosti. In tako ni Božič bil zgolj izoliran praznik, ko navesimo razne lučke po naših balkonih in mestih, ko vse okrasimo z jaslicami, potem pa čez en teden ali pa čez en mesec se to pospravimo, ampak so bile jaslice, les tistih jasli, že les nakazan, les križa. In tudi učlovečenje je bilo povezano s tem, da je bilo pravzaprav v funkciji celotne Kristusove skrivnosti, torej povezane s tem, z epifanijo, z razglašenjem, s tem, kako je Kristus prišel s svojim odrešilnim delom na svet, ni bilo ločeno. Tako da vsekakor ta potopis, ki je pred kratkim, pred kakšnim letom, izšel pri Celjski Mohorjevi družbi v tej imenitni izdaji, ki prinaša tako latinsko kot slovensko besedilo, potem pa še različne dodatke, opombe, spremna besedila, ki pomagajo umestiti to besedilo. Vsekakor ta potopis lahko prinese obilo novih informacij za marsikoga, morda za tiste, ki so že sami romali v Sveto deželo in se tako lahko spominjajo vse tistih krajev in lahko primerjajo, kako drugačno je danes romanje, ko se usedeš na avtobus, potem pa za nekaj ur na letalo, zdaj po novem tudi iz Tel Aviva kar z vlakom prideš do Jeruzalema in si v enem tednu že nazaj v svoji topli domači hiši. Medtem ko je takrat to trajalo kar nekaj let in je bilo za žensko, še posebej za žensko, to romanje lahko tudi naporno, nevarno in je res Egerija morala zbrati kar nekaj poguma, zmešanega gotovo tudi z obilno mero radovednosti. Se da mogoče kaj povedati o tem, kdo je bila Egerija? To je eno vprašanje, drugo vprašanje bi se pa navezal na tisto, kaj si je rekel, malce tako si se pošalil, da je kot ženska zelo natančno opisala bogoslužja. To pomeni, da samo fante ta bogoslužna opravila in sjajne obleke in kadilo in to vznemirja, ker mene to zelo vznemirja. Zdaj pa ne vem, nisem imel občutka, da pa punc popolnoma nič ne bi. Najprej k resnejšemu delu vprašanja. Že samo besedilno tradicijo je pri tem delu kar velik križ. Samo besedilo je bilo odkrito v enem samem rokopisu, konec 19. stoletja, v kraju Arezzo, ki je bil, rokopis sam je bil verjetno prepisan v sloviti benediktinski opatiji Monte Cassino v Italiji in torej šele dobrih 100 let pravzaprav sploh poznamo to delo. In druga težava pri tem je seveda v tem, ker je bil rokopis na koncih in v sredini poškodovan, tako da je z samim besedilom kar nekaj težav, to bodo bralci tudi v slovenski izdaji opazili, vendar to pač še nič ne pomeni, naj nam ne vzame veselja, ker moramo biti veseli za vsako črko, za vsak drobec, ki pa jo imamo. In če smo že pri drobcih, naj rečem, da po tej prvi najdbi je prišlo še do 2 najdb krajših fragmentov, ena tudi nedavno v Madridu in vse to smo skušali v to izdajo vključiti. Tako da res je, da nimamo na voljo začetka in konca besedila, vseeno pa to nič ne spremeni dejstva, da je to besedilo izjemnega pomena. Verjetno, torej iz tega težavnega konteksta glede samega besedila izhaja tudi težavno ugibanje glede avtorice, ker namreč v samem besedilu ni njenega imena. Tako da so raziskovalci skozi pretekla desetletja ponudili različne možnosti, morda jo nekateri izmed gledalcev poznajo še pod imenom Eterija, Egerija
ali pa tudi Silvija so nekateri razlagalci skušali predlagati, ampak nekakšen največji konsens je glede imena Egerija, ker namreč poznamo eno homilijo, posvečeno prav njej, ki jo je napisal španski opat nekaj stoletij za njenim življenjem iz Bierza, in v njej za svoje menihe nekako z veliko hvalo, predvsem njenemu pogumu, njeni veri, predstavi en zgled za moške menihe. Ne? In tako vidimo že v antiki, v 6. 7. stoletju, je ta Egerija kot ženska lahko predstavljala tudi en poseben ideal za moške. No in ta opat jo imenuje Egerija in nekako verjetno priča tudi vsaj v določeni meri nekega spomina, če že ne češčenja na tistih krajih. Ker omenja sama v delu, da je morala prečkati veliko reko Rono, a ne? Iz tega sklepamo, da je morala torej prihajati bodisi iz vzhodne Francije, bodisi iz današnje Španije. Kaj več žal o njej kot avtorici ne vemo, morda sklepamo le to, da je morala biti iz višjega sloja, verjetno iz tedanje krščanske elite, bodisi iz nekega konteksta posvečenega življenja, ali so bile to neka skupnost nekih dam, gospa, bodisi čisto iz tem smislu posvetnega življenja. Vsekakor je moralo biti kar premožno, da si je to in tako potovanje lahko privoščila. In kot sem že omenil, tudi te spolne vloge v antiki niso tako enoznačne ali pa tako črno-bele, kot si jih danes morda lahko predstavljamo. Tudi kar se tiče liturgije. In se mi zdi prav zanimiva igra zgodovine, da nam o zgodnji krščanski liturgiji ni pustila nekega besedila izpod rok kakšnega uglednega škofa, kakšnega Ambrozija, kakšnega, kaj pa vem, tudi Janeza Krizostoma, čeprav tudi on piše nekaj o liturgiji, ampak prav iz rok ene uboge ženske, ki morda celo ni bila niti menihinja. Zdaj, zakaj pa ona s tako podrobnostjo opisuje bogoslužni cikel, bogoslužne dejanja, je pa spet vprašanje. Morda eden izmed odgovorov na to bi bil, da je tudi sama živela res poglobljeno to liturgično življenje, ker večkrat primerja recimo ostrino posta ali pa dolžino različnih molitev s prakso v tedanji bodisi Galiji, Hispaniji. Torej je verjetno čisto iz lastnih nagibov jo zanimalo, kako bogoslužje obhajajo kristjani drugje po svetu. No, to je seveda res, kaj si rekel, ker dejansko, ko se kak študent uči zgodovino liturgije, potem je pravzaprav največkrat omenjena avtorica ravno Egerija, mogoče še tu pa tam kak bolj znani cerkveni oče, ampak ona je tista, ki je dejansko vsaj o koledarju nam zapustila največ. In potem torej nekako nima samo vloge neke uboge ženske v zgodovini katoliške in krščanske liturgije. Kako je pa potekalo to njeno potovanje, kot ga opisuje v svojem potopisu? Sam potopis oziroma itinerarij, kot smo mu dali naslov, oziroma kot mu strokovnjaki nekako dajo naslov, je sestavljen iz dveh del. Pravzaprav gre tu za dve pismi, ki ju sama pošilja svojim sestram, pravi sorores, v domovino. V prvem pismu torej opisuje svojo pot, v drugem pismu pa opisuje bogoslužje po Jeruzalemu in okoliških svetih krajih. Torej, v prvem delu, v prvem pismu jo srečamo na začetku tam nekje pod Sinajem, kjer dejansko v Egiptu, kjer obišče to sveto goro Sinaj, kjer se sreča z različnimi menihi, kjer roma po obalah Rdečega morja, po poteh starega izraelskega ljudstva. Potem verjetno je prišla najprej, torej zgodovinarji sklepajo, da je najprej morala priti v Jeruzalemu in dejansko je bila
stacionirana, nameščena v Jeruzalemu, potem pa opisuje iz njenega pisma moč sklepati, da je napravila vsaj 5 različnih obiskov oziroma 5 različnih manjših potovanj, torej Sinaj, potem gora Nebo, potem Galileja, vse do Jobove grobnice, potem se je pa že premaknila proti Antiohiji in od tam odšla vse do Evfrata, če se ne motim, vse do kraja, starega kraja Edesa, že prej omenjenega v kontekstu sirskega krščanstva. No, potem 5. pot pa jo vodi preko južne Anatolije, vse do tedanjega Konstantinopla. Sama opisuje, da bi rada šla tudi v Efes, vendar še ne ve, če ji bo dobri Bog to naklonil in o tem potem ne izvemo ničesar več. Efes je bil pomemben kot Marijino zadnje bivališče. Vsekakor in sem prepričan tudi zaradi spomina na Janeza. Seveda, ki je tudi tam živel. No, ti si se potem v spremni študiji si se tudi zelo natančno ukvarjal s pojavom romanja v antičnem krščanstvu. Pa bi te mogoče vprašal, torej, kdo je takrat romal in kakšni so bili motivi za romanja? Ja. To si že sicer omenil, da verjetno so romali tisti, ki so si to lahko privoščili, se pravi premožnejši. Knjigo smo z namenom podnaslovili, torej romanje, bogoslužje in sveta dežela v pozni antiki. Čeprav je, kot dobro veš, ta nomenklatura in periodizacija zgodovine sila problematična, ampak lahko rečemo, da se krščanska romanja začnejo pravzaprav šele tam z nastopom Konstantina, torej z začetkom 4. stoletja. V prvih 3 stoletjih najdemo sicer nekaj zapisov o tem, da so ljudje že častili svete kraje, tudi Origen, ko se preseli v Cezarejo, potem obišče različne svete kraje. Imamo tudi nekaj drugih pričevanj, vendar so ta resnično skopa in redka. Z nastopom Konstantina, z tem odprtjem, z nekakšno kristjanizacijo tedanje družbe, vsekakor pride tudi do večjega razmaha teh svetih verskih potovanj. Torej velik zagon da temu vsekakor Konstantin, tudi s svojimi gradbenimi projekti, ne samo v Rimu, ampak tudi v Jeruzalemu, kjer postavi kar nekaj bazilik in dejansko odkrijo tudi sveti križ pod Kalvarijo in tako naprej. Te zgodbe so nam poznane, glede njegove matere. In s tem dejansko da en velik zagon tem svetim krajem, sveti deželi, Palestini. In del tega gibanja je gotovo tudi Egerija, vsekakor pa ni edina. Že recimo sveti Hieronim, vsekakor tudi se nastani v Betlehemu, potem Rufin, Melanija, Paladi, Kasijan, vsi, torej, recimo 4. stoletje, seveda po eni strani zaznamuje ta fascinacija z Egiptom, po drugi strani pa vsekakor, to moramo reči, zaznamuje tudi sveta dežela, ta, ki jo danes dejansko poznamo kot tako. In ta fenomen teh romanj, kot danes rečemo, čeprav tukaj jezikovno, besedno ni najbolj ustrezno, ampak vsaj v slovenščini. Vsaj v slovenščini, kjer se romanje navezuje na potovanje v Rim, ampak to sveto potovanje, torej potovanje z nekega verskega vzgiba in z nekim verskim namenom, vsekakor se razmahne v 4. stoletju. In to tudi Egerija na nekaj mestih zelo zanimivo opisuje, kjer dejansko na več mestih pravi, da je se podala na to pot gracia orationis, se pravi z namenom, da bi tam molila, da opisuje natančno, kako so na teh različnih krajih vedno prebrali tisti določen biblični odlomek, potem pa tudi opravili določene molitve, tudi obhajali liturgijo, sveto Evharistijo. In v tem smislu je gotovo podobno še tudi današnji romarski praksi. Po drugi strani pa
se antično pojmovanje romanja loči od današnjega, ali pa vsaj do ene mere razlikuje, prav v načinu te tako imenovane liminalnosti oziroma doseganja liminalnosti. Različni teoretiki teh potovanj oziroma tudi roman govorijo o tem, da romanje v osnovi zaznamuje ena liminalna izkušnja, kjer dosežemo svoj limes, kjer gremo preko svoje meje, danes bi rekli izven cone udobja, in nas ta trud, napor dejansko tudi potem transformira. In kot sem že prej omenjal, danes je mogoče tega vidika malce manj. Če si moral vzeti nekaj let, investirati veliko financ v to, da je morda to potovanje bolj prevzelo kot pa danes. Ampak tudi danes vsekakor v okviru naših zmožnosti je pa vsekakor potovanje oziroma romanje veliko bolj dostopno, zaradi nižje cene in vsekakor še danes ponuja nekaj te izkušnje, kako smo vrženi iz svojega fotelja in potem naši krščanski veri, v naši duhovnosti lahko rečemo, nas tudi Bog takrat morda še lažje zagrabi za kakšno nogo oziroma nam še lažje spregovori. Mogoče zdaj s tem še to glede na to, da si tudi ti del svojega študija preživel v Jeruzalemu, kakšen pa je danes utrip krščanske svete dežele? Ja, krščanska je predvsem po romarjih, to gotovo v prvi vrsti, ker tudi sama država Izrael se dobro zaveda, da mislim, da okrog polovica vseh turistov v Izraelu je vsekakor tam iz strogo, ali predvsem verskih razlogov. Kaj to so judovski verski razlogi in krščanski ali samo krščanski? Ne, govorim, kumulativno gotovo so največji delež turistov v Izraelu gotovo so krščanski romarji, to brez nadaljnega. In zato tudi tamkajšnja oblast nekako dobro razume to, da romarji prinašajo v državo denar in zato je do lokalnih cerkva, ki so tam, da oskrbujejo te romarje in tudi svetišča, do ene mere bolj prizanesljiva oziroma benevolentna, kot bi po mojem mnenju recimo bila sicer. Vsekakor je za sveto deželo, za krščansko sveto deželo danes značilna ta raznovrstnost, ki marsikaterega romarja morda osupne, negativno preseneti, ker to doživi kot nek preplet vsem mogočih tradicij, kot nek vrvež, recimo v baziliki Božjega groba, kjer več skupnosti v različnih jezikih, v različnih tradicijah obhajajo bogoslužje simultano in to včasih izpade nedostojno ali pa izpade kot pohujšanje, ker eden moli čez drugega, nekako se trudi, da se preglasi drugega in tako naprej. Moram reči pa iz svoje izkušnje, da ker sem bil lahko tam del časa, sem lahko recimo v baziliki ostal tudi kdaj čez noč, da si tam v miru in potem vsekakor tudi spoznaš kristjane različnih tradicij, menihe tako grške, kot potem sirske, armenske, etiopske, koptske in doživljaš res Jeruzalem kot tist umbiliculum mundi, kot tist popek sveta, okrog katerega se dejansko vse vrti, kot so potekajo te procesije okrog edikule Božjega groba. Jaz mislim, da je to neka taka lepa podoba, kako cel svet, če malo tako pokozmično razmišljamo, gravitira tam okrog. In je ta raznovrstnost, različnost lahko zgolj izraz tega, česar se pravzaprav tudi pri prazniku Gospodovega razglašenja ali Epifanije spominjamo, da so prišli Gospodov iz vsega sveta. In tedanjem to lepo prikazuje ta znani zemljevid, kjer dejansko se okrog Jeruzalema, kjer se srečajo vsi trije deli po tedanjem pojmovanju tedanjega sveta. Tako da
Je pa gotovo nekakšen preplet tega čisto cenenega komercializma, ogromno stojnic, ogromno prodajalen, ogromno vrišča. Človeka včasih ta zmeda na prvo žogo morda osupne ali pa razočara, ampak mislim, da je Sveta dežela še danes lahko sijajna priložnost tako za tiste goreče kristjane, kot tudi za tiste, ki so malo manj goreči, da prvič vidijo, da je krščanstvo nekaj zgodovinskega, nekaj resničnega, nekaj utelešenega, da ni neka zgolj filozofija, po drugi strani pa, da bolje razumemo svetopismo in tudi s to povezano seveda bogoslužje, liturgijo. Pa bi se zdaj mogoče, sem mislil, da bi na koncu, da vidimo tudi malo sadove tvojega prevajanja, da bi morda prebral odlomek, ki se nanaša na praznik Gospodovega razglašenja iz Egerijinega potopisa. Mogoče še enkrat poudarjam, da je ta knjiga na voljo, da je šla pri Mohorjevi družbi v imenitni zbirki Cerkveni očetje. Najprej sva se sicer malce šalila v pogovoru, ali sodi Egerija med cerkvene očete, zagotovo pa sodi med cerkvene matere. Torej, mogoče en odlomek o Gospodovem razglašenju. Ja, za Epifanijo takole opisuje. Najprej, blagoslovljen, kdor prihaja v Gospodovem imenu in ostalo, kar sledi. Zaradi menihov, ki gredo peš, je treba hoditi počasneje. Tako pridejo v Jeruzalem ob uri, ko ravno že prepoznaš človeka, se pravi pred zoro, tudi preden se zdani. Po prihodu škof takoj vstopi v Anastazis in skupaj z njim vsi, številne svetilke že svetijo. Zapojejo en psalm, zmoli se molitev, škof blagoslovi najprej katehumene, nato vernike. Škof se umakne in vsi se gredo domov spočit. Menihi pa so tam do zore in pojejo himne. Ko se ljudstvo spočije, se ob začetku 2. ure vsi zberejo v veliki cerkvi na Golgoti. Kako so na tisti dan okrašene cerkve, Anastazis, križ ali ona v Betlehemu, se ne da opisati. Drugega kot zlata, draguljev in svile sploh ne vidiš. Če vidiš oblačila, so cela svilena z zlatimi trakovi. Če vidiš pregrinjala, so tudi cela svilena z zlatimi trakovi. Vse liturgično posodje, ki se uporablja ta dan, je iz zlata in draguljev. In kako naj ocenim ali opišem, kako številne in težke so sveče, svetilke in raznovrstna posoda. Kaj naj šele rečem o okrasju zgradb samih, ki jih je Konstantin v navzočnosti svoje matere okrasil z vsem zlatom, mozaiki in dragocenim marmorjem, kar jih je premoglo njegovo kraljestvo. Tako veliko cerkev, Anastazis, pri križu, kakor tudi druge svete kraje v Jeruzalemu. In tako naprej. Tako da imamo malo tudi občutka o Egerijinem pisanju. Sedaj bi pa šla k drugi knjigi. Njena zgodba je pa morda še nekoliko zanimivejša in je tudi vsaj posredno bolj povezana z današnjim slovenskim prostorom, kot tudi ti poudarjaš v svoji spremni besedi. Gre za razlage evangelijev škofa Fortunacijana iz Ogleja oziroma iz Akvileje, kot se je to mesto v antiki imenovalo. In seveda Oglej ali Akvileja je tisto mesto in tisto krščansko središče, ki je tesno, najtesneje povezano tudi z številnimi prvimi koraki krščanstva na današnjih slovenskih tleh. Zdaj, zanimiv je po eni strani škof Fortunacijan in to, kar smo prej vedeli o njem in kar vemo o njem zdaj. Še zanimivejša pa je zgodba o odkritju tega njegovega besedila. Pa bi mogoče začela pri tej zgodbi. Res je. Tudi že Egerija je bila iz tega vidika dokaj zanimiva, ker do 19. stoletja za ta tekst niso vedeli. No, prav Fortunacijan je pa pod tem vidikom še toliko bolj zanimiv, ker dejansko se je vsaka sled o njegovem besedilu, razlage evangelijev, komentarji in evangelija, kot so ga latinsko naslovili, izgubila za recimo kakih 15 stoletij, ker iz konca antike še poznamo redke zapise,
da so nekateri avtori poznali to besedilo, potem pa skozi celotni srednji vek in novi vek to besedilo nekako izgine izpred oči tudi zainteresirane javnosti, vse do leta 2012, ko v digitalni obliki reprodukciji enega kölnskega rokopisa iz 9. stoletja avstrijski filolog dr. Lukas Dorfbauer odkrije nekaj, kar dotedaj drugi proučevalci tega rokopisa niso videli. Namreč številni delavci v knjižnici oziroma tisti, ki so katalogizirali rokopis, so v tem besedilu razlage evangelijev videli dokaj nepomemben srednjeveški komentar evangelijev, ki ni pritegnil toliko pozornosti. Zdaj, morda je fortuna, boginja usode ali pa božja previdnost hotela tako, da se je to zgodilo ravno raziskovalcu z imenom Lukas, ker je namreč mu pritegnilo pozornost. Zanimivo, prav je to ime, ki se v tem besedilu zapisuje z starejšo, arhaično različico Lucanus. In že potem je videl, da to besedilo ne more biti srednjeveško. Potem je na podlagi nekaj zelo kratkimi fragmenti, ki so bili iz tega Fortunacianovega dela že znani, na podlagi te povezave in pa na podlagi Hieronimove omembe, da je bilo to Fortunacianovo delo napisano titulis ordinatis, se pravi, da je napisano bilo po nekih urejenih naslovih. Je vsekakor dr. Dorfbauer v tem besedilu z gotovostjo prepoznal to antično delo in v njem prepoznal pravzaprav verjetno najzgodnejši ohranjeni latinski komentar evangelijev in pa s tem tudi nam odkril najzgodnejšega, lahko tako rečemo, oglejskega, akvilejskega cerkvenega očeta. Vsekakor je leta 2012 ta najdba kar pretresla svetovno javnost, v tem smislu je bilo to leto zelo plodno, ker je istega leta ena italijanska raziskovalka v Münchnu odkrila tudi še dodaj izgubljene Origenove originalne grške homilije, ampak je bilo potem potrebnih še 5 let, da je leta 2017 izšla njegova izvrstna latinska kritična izdaja in pa istega leta tudi že angleški prevod. No, sedaj, leta 2021 pa je kot drugi moderni jezik, v katerem lahko prebiramo Fortunacianove misli, tudi slovenščina. No, dr. Dorfbauer je pa tudi avtor kratkega uvodnega teksta, ki tudi opisuje to najdbo na kratko. Ja, torej Fortunacian, sam rekel, prvi oglejski cerkveni oče. Danes je oglej malo več kot vas, medtem ko je pa bilo seveda v antiki to malo drugače. To je zanimiv pojav in oglej je vsaj na dva načina zelo povezan s slovenskim ozemljem, seveda kot nekakšna ena od matic krščanstva na današnjih slovenskih tleh in pa potem cerkveno središče, pod katerega je nominalno spadala večino zgodovine, večina Slovencev. Kakšen pa je bil torej oglej ali akvileja v Fortunacianovem času? Mislim, da je oglej veljal za 9. mesto cesarstva, če se ne motim, 4. na samem področju Italije. Vsekakor je bilo to mesto izjemnega pomena zaradi svoje lege, kjer je nekako pomenilo vrata do teh severnih področij in tudi je bilo nekako umeščeno med zahod in vzhod. In vemo, da v 4. stoletju se te povezave dejansko nekako oživijo, ker je prestolnica preseljena na vzhod. In tudi Fortunacian se znajde v vlogi škofa tako pomembnega mesta, se znajde sredi tudi političnih
političnih krogov. Ne vemo, da je bil dober znanec oziroma vsaj večkrat gost pri cesarju. To se je zgodilo prav zaradi tega pomena Ogleja. Oglej po drugi strani predstavlja tudi neko vstopno točko kot pristanišče za različne kulture in za različna ljudstva, tudi iz vzhoda tedanjega imperija. Tako imamo tam že kar zgodaj tudi judovsko skupnost, tudi verjetno kristjane teh vzhodnih izročil, morda semitskih, sirskih ljudstev. In vsekakor tudi Fortunacijan, nazadnje je bil, danes bi temu rekli, migrant, oziroma begunec ravno ne, migrant pa vsekakor, ker nam ga Hieronim opiše kot nacione afer, se pravi, da je bil afriškega rodu. Ampak so iz tistega dela, kjer so govorili latinsko. Vsekakor. Je pa res, da že stil in njegova latinščina ne dokazuje, da bi imel kakšno posebno visoko stopnjo izobrazbe, tudi jezikovno, kar morda tudi že nakazuje to, da se je na obrobjih imperija ta raven izobrazbe že nižala. No, on postane škof v Ogleju tam okrog leta 340, ravno sredi, lahko rečemo, najhujše, oziroma v enem smislu, oziroma prvega vala najhujše arijanske krize na zahodu, ampak Fortunacijan je izbran za škofa prav kot predstavnik te katoliške oziroma nicejske smeri in ostane škof vse do leta okrog 370. V tem času res cesarstvo, kot sem že omenil, doživlja te politične pretrese, ki so pa tesno povezani z samimi doktrinalnimi vprašanji krščanstva. Krščanstvo takrat temeljno zaznamuje ta arijanska problematika, različne struje, ki se razlikujejo glede pojmovanja Kristusa, same kristologije, in tudi Fortunacijanova vloga v tem doktrinalnem kontekstu je izredno zanimiva. Ja, bi mogoče, ker ne verjamem, da to gledalci poznajo, bi morda razložil, zakaj je pravzaprav šlo pri tej arijanski krizi in ali ni mogoče arijanstvo aktualno tudi za danes, ker se na prvi pogled predstavlja neko krščanstvo light, nekaj verzijo krščanstva, ki je lažje razumljiva večinski okolici še takrat. Verjetno večina prebivalcev v rimskem cesarstvu še ni bila kristjanov. Ja, res je. To, recimo temu, malce degradirano pojmovanje Kristusa, se pravi v smislu subordinacionizma, v smislu podrejenosti Kristusa očetu, ki je potem dobilo ime po recimo začetniku ali pa največjemu eksponentu tega gibanja, aleksandrijskemu duhovniku Ariju, se manifestira s tako močjo prav v začetku 4. stoletja, ko pride ta duhovnik Arij v Aleksandriji v stik s tamkajšnjim škofom. Potem je na več koncilih strani cerkve obsojen, vendar pa so njegovi somišljeniki dokaj številni in tudi potem skozi desetletja dokaj raznovrstni. Pri tem gre vsekakor razloge iskati po eni strani v tej grški filozofiji, tudi v filozofiji logos, ki je razumela logos, besedo, tudi Kristusa, kot nekakšnega sicer odličnega, imenitnega, ampak vseeno le posrednika med tistim enim Bogom in pa potem svetom. Tudi za Arija je bil Kristus Bog, le da je bil Bog malce nižje vrste. In kot danes nekateri razlagalci poudarjajo, je v tem
v tem lahko morda vidimo tudi, ne vem, če bi se strinjal z oceno light krščanstva, lahko vidimo tudi, morda, ja, lahko razumemo malce bolj razumljivo oziroma nam malce bližje razumevanje Kristusa, ker je res nekakšen umestni člen med svetom, tem svetom in pa onostranskim svetom oziroma sfero Božjega, res sfero Boga, ne? Ker Kristus kot Bogočlovek seveda združil oba dela v eno, ampak je bilo izredno težko razumeti v okolju, torej na kakšen način se je to dejansko zgodilo, ne? Kako so se te dve nezdružljivi sferi združili in Ari je pač to razumel na ta, lahko rečemo, v neki stopničasti skemi. Najvišji je Bog Oče, potem je Bog Sin, Kristus nižji, še nižji pa potem Bog, torej Sveti Duh. Desetletja bodo potrebna, da bodo Kapadočani in potem 381 Konstantinopoljski cerkveni zbor potrdili drugačno shemo Trojice, tako kot jo razumemo še danes, ne, da je pravzaprav, da gre pri Trojici za tri osebe, tri hipostaze in pa eno bistvo, eno uzijo. Potem v tem smislu gre lahko res za light krščanstvo, ker je morda manj filozofsko, pa vendar tudi s filozofskimi temelji. No, to je tudi ena najtežjih stvari, ko je treba zgodovino zgodnjega krščanstva predstavljati tistim, ki nimajo recimo te podlage v šolskem verouku. Je pravzaprav zelo težko razložiti, kako se razvije ta srednji nauk o Sveti Trojici. To je en tak trd oreh. No in tukaj se mogoče vrnemo k tistemu, o čemer sva govorila na začetku oddaje. Tu se mi zdi, da pa obstaja določena razlika med tistimi raziskovalci, ki imajo neko močno krščansko ozadje in pa med tistimi, ki ga nimajo. Ker imam pač občutek, da mi, ki to ozadje imamo, razlagamo zgodovino krščanske misli na ta način, da obstaja od začetka nek tok, ki je pravi in vse, kar od tega odstopa, so pač neka odstopanja, ki so vedno odstopanja od pravega toka, ki pa nikoli ni bil prekinjen. In v tem primeru pač pripada ta vloga branilca pravega toka vsekakor aleksandrijskemu škofu Atanaziju, ki velja absolutno za good guya v tej zgodbi in zaradi tega je končno tudi Fortunacijan doslej vsaj imel bolj neko črno piko ali pa bi recimo dobil kvečemu oceno 2 na lestvici od 1 do 5 v svoji pravovernosti. Po drugi strani imamo pa nekega Petera Browna, tudi zelo pomembnega raziskovalca zgodnjega krščanstva, ki pa nima tega krščanskega ozadja, vsaj ne da bi jaz vedel, ki pa zapiše eksplicitno, da do 4. stoletja in do Atanazija je bilo normalno, da so vsi, bolj ali manj vsi krščanski misleci izhajali iz tega, da obstaja med očetom in sinom neki odnos, v katerem je oče glavni, sin pa podrejen. Kako se je torej Fortunacijan znašel v tem mlinu? Ja, če bi nadalje vstopili v to arijansko problematiko, bi nam bržkone zmanjkalo časa. Je pa toliko bolj zanimiva prav zaradi našega Fortunacijana. Ob koncu 4. stoletja ga že preomenjeni sveti Hieronim v svojem znamenitem delu o znamenitih možeh dejansko obsodi nekega filoarijanizma oziroma naklonjenosti neki arijanski struji, ker naj bi namreč spodbudil papeža Liberija, da je podpisal neko filo-semi-arijansko formulo veroizpovedi, verjetno šlo za drugi ali tretji sirmijski obrazec. Torej, papež Liberij se je moral nekako podrediti tem tedaj prevladujočim filoarijanskim strujam, škofom, da se je lahko vrnil
kot škof v Rim. No in verjetno je ta Hieronimova obsodba Fortunaciana dejansko zapečatila njegovo usodo za 15 stoletij. Nekaj podobnega se je zgodilo tudi svetemu Viktorinu. Ne? Ja, vsekakor. Čeprav pri Viktorinu dejansko imamo nekaj ohranjenih celih spisov. Ohranjenih spisov, ampak tudi več prvin, danes rečemo temu krivoverskih ali pa heterodoksnih, oziroma vsaj torej prvin milenarizma, seveda niso, takrat so bile razumljene kot heterodoksne, zato je tudi Hieronim moral napisati oziroma cenzurirati njegov spis, ampak medtem ko pri Fortunacianu sedaj dejansko, ko lahko imamo dostop vsaj do tega njegovega dela, nimamo podatkov, da bi napisal še kakšno drugo delo, morda pa to ni prav tako čisto v celoti ohranjeno. Ne? Se pravi, sedaj lahko z našimi očmi dejansko presodimo to doktrinalno pozicijo Fortunaciana, ki pa se, vsaj po mojem mnenju, izkaže ne le za filonicejsko, torej bližje bolj katoliško, ampak tudi celo eksplicitno na enem mestu za protiarijansko, ker namreč obsodi arijansko herezijo v delu, potem pa notri navede odlomek iz nicejske veroizpovedi in pa govori o trojici kot na nek način treh osebah, predvsem pa gre tu za eno substanco, gre za eno isto bistvo treh božjih oseb in v tem je Fortunacian tipičen dedič te latinske zgodnje trinitarične teologije, ki je poudarjala predvsem to enost v Bogu. In na tej podlagi ni mogel razumeti ali pa dopustiti, da bi Kristus bil drugačnega, danes rečemo, bistva kot oče. To ponazori z enim prostim primerom, ki bo morda tudi najnim gledalcem bolje ilustriral samo argumentacijo uglejskega škofa Fortunaciana. On pravi, da so tri božje osebe podobne rimskemu novcu, ki ima na eni strani nekako izlite tri različne pike. In te tri pike predstavljajo tri božje osebe, hkrati je pa novec, kovanec iz ene snovi, iz ene materije, tako on Fortunacian reče iz ene substance. Ne? In na tak preprost način, s takimi primeri, potem on razlaga te osrednje in tudi zahtevne vsebine krščanske vere na dokaj preprost in tak poljuden, pastoralen način. Ker ne zdaj že malo časa žal preganja, ne se res, to imel si prav, da bi lahko o arijanstvu govorila 1 uro. Torej, kaj pravzaprav vsebuje to njegovo delo in v čem je njegov pomen za krščansko teologijo ali pa za krščansko književnost v antiki? Kot sem že omenil, gre verjetno za najzgodnejši ohranjeni latinski komentar evangelijev. Nekako tekmujeta s Hilarijem iz Poitiers, ki je tudi prav tako napisal razlago Matejevega evangelija. Govorimo o letih okrog 350 do 355, tam nekje naj bi to delo nastalo. V obliki, kot se je ohranilo, obsega predvsem razlago Matejevega evangelija, vendar žal ne v celoti, manjkajo nekateri odlomki, kot je recimo epizoda Jezusovega spremenjenja na gori ali pa potem vso trpljenje in ta zadnji del Pasiona. Veliko pozornosti posveča samemu uvodu v Matejev evangelij, se pravi Jezusovemu izvoru in pa potem človečenju. O tem govorijo 3 daljša poglavja, potem pa imamo na voljo še nekaj kratkih poglavij o prvih 5 poglavjih Lukovega evangelija in pa še nekaj odlomkov oziroma kar nekaj poglavij o Janezovem evangeliju, zopet predvsem o začetku Janezovega evangelija. Ampak, kot sem že omenil, osrednji del je predvsem komentar Matejevega evangelija. Fortunacianova eksegeza oziroma njegov način razlaganja Svetega pisma je bil verjetno namenjen
kot nekakšen priročnik, učbenik za Fortunacijanove duhovnike, kako naj bi razlagali dejansko preprostemu ljudstvu Božjo besedo in srčiko, torej evangelije. Uporablja znane patristične metode razlaganja Svetega pisma, se pravi s pomočjo podob, on imenuje to figura po latinsko, in pa s pomočjo raznih tipologij, se pravi s pomočjo različnih starozaveznih predpodob razumeva novozavezne dogodke, dejanja osebe, imena, števila. Vse to ima poseben pomen. Lahko menim en tak zanimiv primer tega. On pravi, da sta tam bila dva čolna, ko so učenci lovili ribe, in da to pomeni, da so kristjani prišli iz dveh skupnosti, tako iz poganstva kot iz judovstva. Ko se je potem začel ta čoln z ribami potapljati, to nakazuje v Fortunacijanovi razlagi simboliko krsta, ker namreč vsak, ki pride v cerkev, mora biti potopljen, zato da postane kristjan. In tako naprej, in tako naprej. Veliko takih konkretnih podob iz evangelija Fortunacijanu služi za to, da svoje poslušalce, bralce, tedanje oglejske kristjane, nekako utrdi v tem prepričanju oziroma v tej krščanski identiteti kot člane cerkve, predvsem pa jim razodene Kristusovo delovanje kot nekaj sodobnega, kot nekaj, kar se dotika njihovega časa na povsem konkreten dejanski način. In teh različnih primerov je v knjigi nemalo. Bi mogoče katerega tudi lahko prebrala za konec, bo pri Egeriji, da tudi tu dobijo gledalci malo okusa. Sicer pa je tudi ta knjiga seveda šla pri Mohorjevi družbi in pri Mohorjevi družbi je nekaj časa prej išla tudi knjiga razlag evangelijev enega Fortunacijanovih naslednikov, Kromacija, tako iz Ugleja. Res je, s tem dvojčkom imamo Slovenci torej zdaj res posebno milost, da imamo na voljo ta morda najbolj dva značilna uglejska pastirja in njuna dela res v slovenščini in tudi pozorni bralci, to je lahko ena taka mehna domača naloga za sladokusce, bodo opazili, da Kromacijevo delo tako govori, kot predvsem razlaga Matejevega evangelija, v marsikaterem odlomku odzvanja to Fortunacijanovo besedilo, ki je bilo napisano nekaj desetletij predtem, tako da ga je Kromacij gotovo bral in poznal. Lahko preberem en kratek odlomek, kjer Fortunacijan razlaga 24. poglavje Mateja, gorje pa nosečim in doječim v tistih dneh. To je, gorje tistim, ki so zavrnili vero in spočinjajo muko in rojevajo zlobo. Po zimi ali na soboto. Tukaj pokaže na dva rodova, rod zimo in rod soboto. To je pogansko in judovsko ljudstvo. Kakor je namreč po zimi vse videti suho, ovenelo in mrtvo, tako prikaže, da so pogani suhi in nerodovitni. Gospod opozarja, da nas v času preganjanja in ob sodnem dnevu ne bi podobno kot pogane našel suhe, ovenele, mrtve in nerodovitne za dobra dela. Prav tako prikaže, da je sobota povsem počitkarska, otiozum, ker ljudje ob sobotah ničesar ne počnejo razen počivanja, ocijum. Zaradi tega si moramo prizadevati, da nas v času preganjanja in ob sodnem dnevu ne bi našel počivajočih. Kdorkoli bo namreč najden tak, bo po pravici naletel na takšno stisko, kakršne ni bilo od začetka dni. Torej, vidimo to besedno igro med ociozom in ocijum. Judje so ob sobotah počivali, nas pa naj Bog naj ne bi našel počivajočih, ampak v pričakovanju njegovega prihoda. In enako nas naj ne bi našel suhih, ovenelih, mrtvih in nerodovitnih, kakor so bili pogani, se pravi, kakor je narava po zimi, kot Fortunacijan reče, ampak naj bi bili kot kakšne cvetoče, mlade
mladike naj bi poganjali dobra dela, prav iz te ljubezni do našega Boga. Kar domiselno, ne, je. Mislim, da jaz bi na prvi pogled ta odlomek popolnoma drugače razumel, ampak bil je kar iznajdljiv. Vsekakor, tu ne gre za današnjo znanstveno-kritično eksegetsko metodo, kjer bi najprej pogledali jezikovno naravo, zgodovinski kontekst, ampak tu gre predvsem za izluščenje duhovnega pomena besedila, ki lahko in vsakem času dejansko nagovarja v različnih situacijah, okoliščinah, obdobjih. No, seveda pa je tudi v istem času že obstajala tudi bolj, kako bi rekel, stvarna eksegeza, ki ni toliko dala na duhovni pomen oziroma na alegorično razumevanje povedanega. Ne. Vsekakor. In v tem je Fortunacijan sicer zelo posredno, ampak vseeno ena prvih prič tudi tega bolj alegoričnega razlaganja v Origenovi maniri, ena prvih prič na Zahodu, vsekakor že torej, drugim našim, lahko rečemo, rojakom Viktorinom Ptujskim, ki je živel nekaj stoletij pred Fortunacijanom, pa tudi sedaj Fortunacijan dejansko pričuje za, lahko rečemo, tudi naša tla kot za zibelko latinskega razlaganja Svetega pisma, na kar pa mislim, da bi morali biti Slovenci ponosni in to v veliko večji meri, kot smo. To je pa tudi sjajen zaključek najnega pogovora. Seveda, kot sva ugotovila, te bomo morali še večkrat povabiti. Prepričan sem, da bo tudi bera tvojih prevodov in tvojih del v naslednjih letih še rasla. Nisva niti se dotaknila recimo tudi tvojega prispevka k nedavnemu izjemno uspešnemu in velikemu simpoziju o Hieronimu leta 2019. Pa še marsikaj drugega je ostalo, o čemer bomo lahko v naših oddajah še govorili. Zahvaljujem se ti za tvoje gostovanje, za to, da si prišel v ta naš Maribor, ki srcu vse verjame. In želim se srečno pot nazaj v Rim. Še nekaj opravkov pa te, kot vem, čaka prej tudi v očetnjavi. Hvala lepa in lep ostanek božičnega časa želim. Hvala lepa za povabilo, predvsem pa vse gledalce povabiva k branju teh besedil, ki so sedaj res na voljo v slovenščini, zato da pridejo v naše roke. Tako je. Drage gledalke, cenjeni gledalci, temu vabilu se seveda pridružujem tudi sam in se vam zahvaljujem, da ste bili v naši družbi in prepričan sem, da se kmalu spet srečamo na televiziji Exodus. Nasvidenje in lepo pobožično praznovanje želim.